No pa če gremo dalje, do gnojevanje, na tele korita za gnojiv. Takole to zgleda. Tlele, ko se tale kolo vrti, ti pojď tam not, tudi tega le polžama vrti. Da skozi smo praska, da skozi dol leti. Ker to tudi dela na prosti pad. Za vsako enoto je napeljana cev, ta je za čist krajino, ta je za drugo. Tale dognojevalc je na lemeža, da se pa tudi diskast ga dobiti. In če jo pogledaš takole z konca, vidiš, da tale lemež ne gre tam, ko gre koruza, gre majhen kraj. To zato, da ne gre gnojiv pa koruza skup, ker če gre to skup, ti poje zažge seme, na uskljiv. Je pa tale lemež tudi vzmeten proti obremenitvam. Tale mora biti toliko tleh, da gre gnojiv v zemljo, ne da je v luft, pa ne da je preveč v tleh, ampak da lih v zemljo pade, da ga zakrije. Pa imaš pa tlele ene nastavitve spet. To se pravi, koliko gnojila ti ven leti, koliko to dozira na hektar. To imaš pa tlele not poj spet tabele. In za gnoj moraš lih tako pogledati, kakor za sejalne enote. To se pravi, kakšni zobniki so na pogonskih kolesih. Tale pokrov odpreš pa tako pogledaš, kakor sem prej tam, kakšni zobniki so not. Ker tale konc je za dognojevalce. No in jaz sem tam preveril, da so zobniki 25-15. In ta leva tabela odpade, gledaš ta modro. Sejalne enote so nastavljene na 70 cm, to se pravi, gledaš tale stolpec. Če bi hotel res točen troset, lahko ven vzameš en liter gnojila, kjer ga kol imaš pač not, pa ga povagaš. Pa tukaj le gor pogledaš, koliko je en liter gnojila težek. Aj 0,8 kg, aj kilo ali pa aj 1,2 kg. Te opcije so. No pa recimo, da pred gnojil 400 kg po hektaru. In takrat, ko spoj pomeril, ne vem, recimo, da ima en liter gnojila 1 kilo, pogledaš tlele dol, pa jaz sem rekel, da bi 400 kg dajal po hektaru, imaš tukaj, to se pravi 407 kg, moraš nastaviti tisto le pozicijo na 7. Evo, če jo prestavim na 7, zdaj je prestavljena na 7. To se pravi, da mi bo na hektar ponudil 400 kg gnojila. Moraš pa obe dve nastaviti. Če si pa bolj tak vrtičkar, kakor smo mi, pa ne rabiš meriti tistega litra, tisto ta srednjo vrednost vzameš, pa koliko kil češ imeti na hektar, to ga odpreš in to je to. Pa ne boš veliko zgrešil. Zalogovniki za gnojiv so 160 litrski, dvakrat, to se pravi skupno je 320 litrov. Na MTR izvedbi tele sjavance se pa da dobiti tudi 900 litrskega enodelenega inox varianta. Tele ta male posodce so pa dozirniki za mikrogranulate, za kakšen seme tretirati. Tlele so nastavitve, za vsako enoto posebej, za une dve enote, tale je za tele dve enote. Pa imaš pa cevke tudi na prosti pad spalane semle dol in pade direkt zraven semena. Tako da v bistvu za tele mikrogranulate se čisto nastavlja, kakor za gnojil. Tlele imaš tele štelenge, koliko ti odpira, koliko ven leti. To je pa to. Daj pa najbolj, da tega hudičemo zapnem, pa probamo tu sceno odnasuti, da vidimo, kva naredva, kako se to deva. Ker dobro veš, da Janez dela to z občutkom, z občutkom. Ta cevka, tle koruza dol leti, čez to leta črno pa leti mikrogranulat. To sta pa ti dva vodiska, ki režeta v zemljo pa preštimujeta rozor, da koruza not pade v lukno. Tlele je en čistilc, na tel stran pa še na un stran so čistilci. Da nimaš vse blatne pa tak, da je to sprot puca, da je vka non stop seješ. Evo, zdaj imam naštela na prvem bližem minus 50 milibarov. To pomeni, da je na kardanu 274 obratov. Na motorju pa sam dobre tavžat, ne vem, tavžat 200. Na 540 eko imam nastavljati. Če tole enoto zdaj odprem, mora biti to odpaku, da vidimo. Jo iščem. Pa tudi ne par obratov moraš narediti, da se sploh to da suče, da se ime prime pa da okoli pride. Evo, že hodijo. Tamle se vidi, kaj več semene je enkrat gor hod. Če ga pa bolj na agresivno naštelam, to se pravi, dan tega le do konca. A vidiš, pa preveč dol meče, vse dol vrže. Če tam pa tega le na minimalno. Zdajlek sem dal tega čisto minimalno, pa kdaj po 2 semena vam padata, ampak zaenkrat je kar v redu. Za tole koruzo, ki jo imam jaz zdajle noter, je najbolj, da imaš nek na sred.
Odvisen od semena, tako boš pa nekako približno naštelati. No zdaj, ko sem kardan ugasnil, so tiste semene, ki so bile gor, na disku dol popadali. In tudi na polu, ko si kardan skozi laufat. Ne vem, če bi kardan vmes ugasnil na pol, pa se obrnil, pa je spet zalaufal, boš 4 meter naredil, noč mu še nič posijanga, zato ko morajo semena ta prvi okol prideti. Pa ene parkrat kolo zaslučaš, tako da semena začnejo dol leteti. Pa v traktor, pa v 2, pa gas naprej, da to seje, na polno. Gre pa s tole sjavanco tam do 10 na uro, no, se to seje, s tole zadevo. Pa imaš pa tlele tale lijak, takrat, ko nehaš delati, tega le gor natakneš, pa spustiš v lampar ali pa v žakelj. Evo, takole ga flit na gor nastaviš, pa tega le odpreš, bolj previdno. Evo. Je ta zadeva tudi vsa pralna, tako da moč z vodo lahko na koncu pereš, da nimaš vse vsran. To je samo tako na prvem bližnju vse malo pokazan. Če pa češ na orenk, moraš pa to na polje iti, pa malo probati, pa pogledati, pa prestaviti, da je to pa je orenk vsjan. Evo, takole pa zlija kompjuter v tele sjalence. Tale komp je majhen bolj kakor pa osnoven, ta je MCE+, osnoven ima sam hektar meter, pa nadzor setve. Tale ti pa poleg tega mer še medsemensko razdaljo, tukaj v centimetrih gor, koliko je od semena do semena, na koliko centimetrov se to poseje, za vsako enoto posebej, pa tudi skupaj, pa število semen na kvadraten meter ali pa na hektar, pa je tudi lahko preračunaš, koliko semen ti poseje na hektar. Pa hitrost ti kaže, občutljivost senzorja lahko štelaš, pa ene par dodatnih nastavitev imaš. Majhen več od osnove je. Imaš dosti ene statistike gor, da majhen veš, kva se zadnji dogaja. Pa lahko prideš en huj računalnik, MCE 6000, ti smo pa pripravo za elektronsko zapiranje vrst. Imaš take knofke gor, pa vsako vrsto lahko posebej zapiraš. In tudi zadnji pride namaz tistega kardana, ki je, pride taka elektrosklopka, pa sam s tipkam zapiraš vrste, kjer okoli češ pač zapret. Maskijo Gaspardo. Lej, dobra sjavanca za dober denar, tako da se splača prbit. Dobra setev, dobra žitev. A kva že pravijo? No, pa imamo pa tle še eno sjavanco. Tudi Maskijo Gaspardo. Tam da je ta MTR izvedba, tista le tamle pa MT izvedba. Tale je majhen huj. To je pa za še bolj natančno setu, malo močnejše narejena, hitriš se da malo sediti. Glavne razlike med MT pa MTR so tale okvir, to je ulitek, temu pravijo Gaspardo tu Armstrong. Zato ker je bolj togoje, močneje, za težje terene je to mišljen. Ta druga razlika je pa pri telih enotah, da se pritisk na tla štela. S tem levijakam tukaj, s tem levijakam pa s tem fedram, gre vsaka enota posebej do 160 kg pritiska na tla, na enoto. To je spet odvisno od terena, pa kva sediš in tako dalje. Tudi tale okvir zadnji majhen pojače pa malo drugačen. Pa tlele so večji teli sejalni diski, pa tako no, kakšne malenkosti so to tudi pojše. Tole za enoto odpirati je majhen bolj nasimpel narejen. Na tole MTR sjavanco se pa da tudi tale kolo gor ubesati zadaj. Tale kolo pa pride kuj za telen kolesem tle vmes. Tamle vmes not pride, sam tale ga ne morem stlačiti, ki bi jo mogel dvigati, pa tega le malo odpet. Zato, ker s tem male kolesem ti poj v rozorju not povoz malo seme, da ga majhen not potlač. Ne vem, če imaš kakšno bolj ilovnato zemljo ali pa kaj sem kašno, da ti seme ne prime dober. Imaš poj tale kolo, da ti ga majhen not požoka. Zagrenjala so pa zadnji poj tudi isto narejene, samo nastavlja se jih pa malo drugače. Tlele imaš tole hitro nastavitev, sam tega le zašponaš, pa tla tiši. Vse pa tudi nastavljajo poj kolesa, spredaj, zadaj, skup, narazen, tako da poj malo naštelaš. Načeloma je pa princip pa nastavitve so pa zelo iste. Tako da ja, to je poj mečkan huj izvedba od tistele tamle. Tale je edin trenutno brez dozirnikov gnojil. Joj, majhen manj v kup. Vedno ko posije črn tulipan, to ker tudi izgine iskra mojih sanj. Včasih se pokaže ta škrlaten dan, da začara srečo črn tulipan. Evo, to je pa sjavanca za Ameriko, a pa za Avstralijo. 32 redna. 21 metrov je delovne širine. Takar vroče rata, ki okoli ne hodiš. Zdaj smo pa mi v Avstraliji. My country don't share no borders because of all the waters that surround our sands. Thank God for our resources because they are the sources of our wealthy lands. Gršur ne čakal, da bomo mi tole pripeljala.
Australija! Kva fan zlida, a? Kva je fan, John? Tlele imamo pa bumerang, takrat, ko čakaš, da te pripeljejo sime. Če ti da vsaj greš ven, pa ga flikneš kaj v... Evo, sam jaz ga ne znam metat. Kam pa je padel? Evo ga, takle pogled je na desno, takle pogled je na levo. Kola se pa v Avstraliji turšco seje. GPS imamo tudi prštiman, 0,3 hektara bomo dala posijal. To se pravi, eno rundo bomo dol potegnili, pa zadeva posijana. Imaš hitra fertik, sam prštimana imaš dost, pa stroškov. Takole pa zgleda avstralska farmer. Jaz mislim, da smo ready. We get together, oh, we get together. The weather's always better when there's cricket involved. And we believe that. Za naše flike je samo ena dost, tako da jih ne bomo 32 tolikla, ampak bomo samo 4. We're all mates, we're all mates, we're all mates, we're all mates, we're all mates.